Dobrodošli v Showcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. Moj današnji gost je zagotovo eden najboljših ambasadorjev Jesenic. Je novinar, voditelj, imitator in je strah in trepet slovenskih politikov, sploh ko se v avli Državnega zbora tam znajde z mikrofonom. In je tudi velik ljubitelj odbora za pravosodje. Za pravosodje, tako je. Mano je Aleksander Povzek, lepo pozdravljen. Lepo zdrav. Kako si? V redu, super. Eno tako klasično vprašanje, si v redu? Ja, v redu sem. Vidim, da... No, greva kar na 3 predmete, ker sem res upala, da boš tole skodelico prenesel. To je pa nova. Ja. Ta stvar je ena nova stvar, moj otrok. To je nova rubrika v Svetu na kanalu A. In potem smo se šli satirična rubrika. Zdaj ne moramo biti podobni satiričnim šovom, ker tam je 40 piscev, tam je režiser in zdaj to mi ne dajo. In sem rekel, kje smo pa lahko enaki? Šalčko imamo pa lahko, tako da s tem se zdaj zadnje čase ogromno ukvarjam. A pa je samo za dekoracijo ali uporabljaš? Samo za dekoracijo, tukaj noter še ni bilo nič. Je pa res, da smo jo naredili prejšnji četrtek. Je še sveža? Čist sveža je. Čist sveža, čakaj, lahko jo prvič probam. Da vem, kako se pije z njo. Se kaj bolje počuti zdaj? Dobar, pa se. In drugi predmet? Tole? Ja, to je. Tole je tako, žogica za golf. Konec lanskega leta sem naredil izpit za golf, ker me je tako navdušil ta šport. In letos komaj čakam, da bodo bolj topli dnevi, da lahko začnem igrati, tam se sproščam, ker tolčem po tej žogici. In me je ta šport ful navdušil. Koliko fizične pripravljenosti potrebuješ, da si dober, soliden golfist? Ogromno. Ker zgleda ne preveč dinamično. Ampak je, veš, da prideš ti po vseh luknjah, da prepelaš tist vozek, ogromno udarcev, potem imaš pa pač še psiha, ves čas biti stabilen, da se ne razjeziš. Tam, ko pride do patanja, ki si že čist bliz, pa da gre mimo žogca, da ne zagrabiš, pa komu to vržeš. Tako da zelo priporočam golf. A tam pride do najboljših idej za televizijske prispevke? Pri meni? Ne, pri meni pride najboljše ideje pridejo med hojo. Med hojo. Hodam po begunjah, ljudje me kdaj pozdravijo, pa jih jaz ne odzdravim in se jim zdaj iskreno opravičujem, ampak sem v svojem svetu. Ne, da sem nadut v svojem svetu, velikrat res sploh ne vidim, pa mi poje reče, ja, pa sem ti trobil, pa sem te pozdravil. Tako da sorry. Takrat res pridejo ideje, pa zvečer, ki se uležem. Tako zvečer, ki se uležem, pa ko cel dan delaš, nekaj pišeš, pa tako zvečer, to. In moram nujno zapisati. Pa moram telefon vzeti, zapisati, ker če naslednji dan pozabim. Je tisto nekaj genialnega, je bilo to pa bi spreminjalo svet, zdaj pa jaz nimam te ideje. In tretji predmet? Tretji predmet je pa malo improviziran. Kot sem omenila, ambasador Jesenic, ne. Velikokrat se pohvališ, da je to tvoje. To je, sicer ta logotip ni logotip kluba, za katerega sem jaz resno navijal, je pač nadaljevanje tistega kluba, tisti klub je pač žal ugasnil. Ko sem jaz mlad, je bil HK, Akron Jesenice, in je imel tudi malo drugačen logotip in jaz sem pač res velik navijač jeseniških hokejistov, fan hokeja in v mladosti nisem zamudil skoraj nobene tekme. Si kdaj igral hokej, treniral? Drsal sem zelo slabo, tako da sem to upustil. Dvoranski hokej pa veliko, ja. Šolska hokejska liga, tam smo igrali, ogromno smo igrali pred blokom. Mi smo ulice imeli, med sabo smo imeli tekmovanje in pa smo pač za tenis žogco smo igrali. Gol je bil narejen iz kartonastih škatelj in vse, in tako smo pa igrali. Pred vsakim blokom je bilo eno hokejsko igrišče. Tako da na to me vežejo lepi spomini, zato sem to prinesel, hotel sem prinesti šal tega kluba, pa mi ni uspel iti na Jesenice, ker sva sredi delovnega tedna in potem mi ni uspel iti na Jesenice, ampak drugače pa ja. Velik navijač, zdaj bojo sicer tisti, ki so zdaj veliki navijači, rekli, da sem slab navijač, ker zdaj hodim, priznam, samo še na derbije, mi ne uspe na vse tekme iti, tako da zdaj Olimpija Jesenice to grem pogledat, ostalo pa žal ne. Kolikokrat pa se vrneš v mesecu na Jesenice?
Enkrat. In da jih zelo pogreš. Enkrat na mesec. Ne uspem, ampak se pa vedno dobro počutim, ko pridem. Kdaj si poj kakšno snemanje naredim, a veš, tam. Recimo Šalcu sem šel, pa bi jo lahko izdelal marsikdo drug po Sloveniji. Sem se spomnil, da jo en na Jesenico dela, pa sem rekel, k njemu grem. Da podpiraš Da podpiram. svoje rojstno Jaz mesto. sem jo plačal. Da Lepo. povem. Da ni Sedaj Gorenjska pa varianta. živiš Begunja na Gorenskem, Ja, tako. tja te je pa Ljubezen pripeljala. Tako. Kako pa se tam znajdeš? Superca. Jaz sem mislil, da se ne bom nikoli navadil na vas, ker sem nekaj časa živel v Ljubljani, pa sem rekel, tukaj bom pa jaz živel, tukaj imam tako vse. Tako da, in potem, ko sva z Uršo se začela pogovarjati, kaj pa zdaj naprej, zdaj se pa ne morava samo videvati, ampak je treba narediti v odnosu korak naprej. Rekel, ja, Ljubljano, ne? Rekla, jaz pa Ljubljane ne morem. In potem je bilo tako, da sva vikende ponavadi preživela itak na Gorenskem. In sem se jaz že v tistem času, ko sem pač vikende tam preživljal, sem se kar navadil in je bilo dobro, ta umik mi je bil superca. Se umakneš, pa itak sploh ni tako daleč do Ljubljane. Je pa lih tisto fajn, da greš iz tega vrveža, tega mesta ven, da si v naravi, da lahko hodim kot mal zblojem po ulicah. A kaj je tam Sveti Peter nad Begunjami? Tja, Tako. kdaj zaideš? Zelo pogosto. Tja pa večkrat kot enkrat na mesec. Tam pa skoraj na 14 dni. Grem gor, tam je meni čudovit kraj, lep razgled. Nekaj gor popiješ lepo. Ena gospa je ne, tam, ki ponudi za pit pod cerkvijo. Ti vse veš. Seveda. Gospe, kako ime? Joj, to pa se ne bom zdaj. Milka. Gospa Milka, Gospa ki ima Milka zgodbe od Vseh. legendarnega Avsenika. Avsenika, tako. Ima tudi kakšno zgodbo o Aleksandru? Če bi Ne. prišla tja in povprašala, kaj Povzek počne tukaj. Pozvek. Povzek počne Ja. tukaj. Ja, kakšno pa verjetno že ima. Ja. Že ima. Že kakšno pa že, tako da ne je preveč. Je bila kdaj že trda noč, ko si odhajal od Ne, gospe Milke? ne. Je bila pa enkrat zelo zgodna ura. Šli smo namreč, delal sem prispevek o potrkavanju. Ravno tak čas je bil lansko leto. In tam v tisti cerkvi fantje zjutraj potrkavajo za... Ne režemo. Pri nas pa nič ne režemo. No, vidiš, kam je zdaj beseda šla, praznik. Velika noč. Velika noč. Tako, velika noč. In za veliko noč je pač v Begunjah tradicija, da zjutraj fantje potrkavajo in malo tudi popokajo. In mi smo v 5 zjutraj šli tja. In potem je seveda ogrevanje in če na prazen želodec ne piješ samo čaja, je lahko kar problem potem dol prideti. Tako da, Daj povej mi, to je Aleksandr, anekdota. koliko takih zgodb imaš z teh svojih terenov? Ti imaš vseeno malo take bolj zanimive, si od gasilca do specialca. Koliko je že za kakšno pravo tako, ne vem, zbirko anekdot, te prispevke, ki se jih loti? Ful je zgodb. Jaz sem, dokler nisem začel s to rubriko, sem pač vsak dan bil na terenu. Vsak dan je bil en prispevek, razvedrilen prispevek. Tako da teh zgodb je neverjetno enih stvari sem lahko probal, ker drugače ne bi mogel. To je absolutno pač biti specialc, biti med specialno enoto, je bilo meni neverjetno. 2 dni sem tam preživel, 2 cela dneva. Ker vidiš te fante, ki so pa resno spremni. So pa resno, pač si vidiš kakšne varnostnike pred kakšnim lokalom nočnim, brez vratu pa takole, ampak tisti fantje imajo vrat, ampak so izjemno močni. Tako da, res nora izkušnja, tudi oni so se res potrudili, da so mi res predstavili tako vse kot usposabljanje, pač pri njih vse približno zgleda. To je bila nora izkušnja. Ko sem bil gasilec, je bilo tudi izjemno naporno, tam so mi tudi naredili cel poligon in mi je vmes malo zmanjkalo tako energije in potem sem videl, kako pomembna je glava. Jaz sem psihično sam sebe ubil, ker sem imel tisto masko in sem začel razmišljati, kaj pa če mi bo od zadaj kisika zmanjkalo. In takrat pozabiš, da ti snemaš, da so itak ljudje okoli tebe. Nekje, pač, da me itak, če ne drugače, me po mikrofonu slišijo, ker sem bil zvočen. Ampak sem se toliko napsihiral,
da nisem več mogel ne naprej, ne nazaj. In sem res čutil, da me duši, da ne morem več dihati. In potem je en od teh gasilcev prišel in rekel, v ta zadnjo sobo sploh ne grejo pit ven, pa nadihaj se svežega zraka in tisto. Ampak prej nisi imel izkušenj niti z gasilci, z dihalnimi Ne, aparati. to pa ne, to pa nikoli. Prišel si, oblekli so te. Ja, sem rekel, rad bi pač probal, kako izgleda pač biti gasilc, dajte pokazati, brigada gasilska, Bežigrad. In potem so mi vse pripravili, dali tisto lutko zavleči, lutka ima že sama 80 kg, ti pa s celim aparatom. Tako da res fantom, ki so gasilci, kapo dol. Ker jaz sem prav šel delati, tudi malo s tem namenom. Marsikater Slovenec ima malo predsodka do gasilcev, ker si predstavlja, da to je pa samo gasilska veselica, pa potem tam malo usmerjajo promet, pa se ga pa nabijajo. Ne? Pa ni tako. Res, gasilci in prostovoljni so vrhunski, te profesionalni, pa sploh. Meni so razlagali, eden od teh gasilcev je rekel, kako težko dobijo nove gasilce v gasilsko brigado. Je rekel, da zdaj mladi fantje sploh Kuparja več ne morejo preteči. Da je toliko padla ta kondicija in ta vzdržljivost pri mladih v Sloveniji. Tako da pa Kuparja preteče najmanj pri njih. Ja, moraš biti kar fizično pripravljen. Kaj so bile še kakšne take izkušnje, ki si jih doživel, mogoče ravno zaradi tega novinarskega poklica, pa jih sicer ne bi? Zelo dobro mi je bilo, zdaj že 2 zaporedne olimpijske igre sem probaval, olimpijske športe, in je bilo to mi neverjetno zanimivo. No, nad golfom sem se navdušil prav zaradi snemanja. Ja, ker sem videl, ponavadi sem probal te olimpijske športe in mi nič res ni dobro šlo. Golf mi je pa res iz prve šlo. In sem pa mogoče tudi zaradi tega. Ampak ja, jadranje je bilo ena taka čudovita izkušnja. Kolesarc s Pogi Timom je bilo tudi lušten. Skok s palico, ki nisem uspel niti mal. Niti isto glava, kaj to naredi? Kaj pa če se ubijam, kaj pa če me nekam odbije to. In pa smo malo zmanipulirali. Pa skakal si tudi na smučarski skoki? No, tudi to so me nahecali, da grem probat. No, to je ena stvar, ki pa mogoče ne bi več poskušal. Ker to mi pa res ni šlo. Tiste velike smuči, nek strah, ki sem ga dobil, že gor, in po enkrat padaš, rečeš, ok, super, zdaj sem premagal ta strah pred padcem, grem še enkrat. In pač jaz nisem to treniral vsak dan, veš, da ti to ponotraniš, da te to postane navaden. Jaz sem pač to treniral, ker sem imel snemanje. To pomeni 1 uro na teden, 2 urci na teden. Potem je bilo pa enkrat, ko bi mogel počasi, na 10-metrski skakalnici sem skočil, pa bi pa mogel jeti kao na večjo skakalnico, in na 10-metrski skakalnici mene ob vožnji malo kolen zagrabi, ker je smučko mi zagrabal, sem malo slišal noter v koleno, pa sem rekel, no, Aleksander, se to ti pa ni treba. Tako da smo potem zaključili to. In v vsem tem si verjetno spoznal številne tudi izjemne ljudi, športnike. Si si kdaj tako naštimal teren, da si spoznal kakšnega svojega idola, kakšnega človeka, ki si ga izredno želel spoznati, pa si malo izkoristil ta novinarski poklic? Tudi je bilo, pa pred marsikdo me je presenetil, ker sem jaz prišel tja kot velik fan nekoga, pa sem videl, da on že mene pozna. In to je bilo enkrat z Đurotom, šel tja s takimi očmi, še malo so me napsihirali, da on pa zna biti tako, no, da ker bo tako malo na distanci, profesionalen pa to, in pridem tja in on meni tako, ko ti Šarca, s kim imaš, vsaka čast. In te je poznal iz Radia Gagarin, je bilo potem lažje mi narediti vse. Reč pa pa z Jurjem Zrnecem smo enkrat snemali, tam sem videl tisto, ko je nekdo pač res genijalen, ne dober, ampak ko je pa nekdo več. So neko improvizacijo imela in vidiš, ti malo zaimproviziraš in gre on takole. In sam gledaš. S to zgojcami je bilo vedno zanimivo snemati, ker vidiš, kako nek hecen tekst govori čist smrtno resno. In veš, da je to pač najbolj, ne se pačati, ne zdaj nekaj pretiravati. Če imaš ti duhovit tekst, če si ti duhovit, sem resen bod, pa to razlaga, je najboljš.
Tako da ja, ogromno sem jih spoznal preko tega, videl, kakšni so v ozadju, ti imaš, ko ga vidiš, vse si narediš neko svojo sliko. Ne? Pa najlažje je reči, mi ni všeč. Lažje kot tam je pa všeč. In pa, kaj tako spoznaš, vidiš, da so vsi ljudje, da v Sloveniji ni nekih takih zvezdic, pa tako, da je pa z nekom težko. Jaz ponavadi s tistimi, ki so me najbolj pred njimi upozarjali, sem imel najboljše izkušnje. Razen, ko zamudiš Kjano Plestenjako na snemanje. In to prvič, ko ga niti ne poznaš. No, takrat sem nehal zamujati. Povej, da sem dobra lekcija. 10 minut prej tukaj. 10 minut, ja. Nisi 10 dni bivakiral pred delom. No, to ne veš. To ne veš. Res ne vem. To ne veš. Ja. Ampak, ja, takrat je pa bilo, pa res nisem bil sam kriv, nisem prepozan štartal, ampak šli smo na Primorsko in na primorski avtocesti, ne boste verjeli, gneča je bila. Te preseneti. Gneča je bila, ja. In pa smo po stari cesti šli, Brezovca Vrhnika, in ga nekje vmes pač kličem, da bom zamudil, in je bilo kar. Ampak danes sta v redu. Ja, zelo v redu. Rad se z njemu pogovarjam, da mi pove, kako biti ranljiv, kako imeti srce na roki. Predvsem v takih podcastih ne moreš biti. Da daš sebe, ne? Da daš sebe, ja. To mi je težko drugače. Se skrivaš za temi liki? Seveda se, mislim, po mojem nobeden ni to, kar je v osnovi. Tudi po mojem ti ne bi želela, da sem jaz tukaj to, kar sem doma, ker sem po mojem malo neptečen, ampak nisem tako zanimiv, pa nisem tisti, ki bi vice razlagal, pa ne vem kaj. Ko pa je kamera prižgana, pa vse nekaj moram ti dati. Ne moram biti to, kar sem, ker doma gledam skoke, sem pač tih, nič od mene. Velikokrat vprašam goste, ki imitirajo ali komike, imaš občutek, da moraš biti zabaven v družbi, ko prideš med ljudi, sploh med kakšne nove, imaš občutek, da pričakujejo tebe, da boš imitiral, da boš smešen? Jaz imam prav travme že zaradi tega, ker sem pač začel imitirati, ko sem bil v osnovni šoli, konec osnovne šole, in takrat je to vedno, dej tega, dej nekaj kot Jankovič, dej kot Janša, tako, v redu je, saj tudi, če ne. Mislim, ker jaz v osnovi nisem tak, da bi, ne vem, za neko mizo, pa zdaj pa jaz začnem. Če sem pa pač pri volji, potem pa ja. Drugače pa pač to moj poklic, to pač počnem in to računaš. To računam, tako, ja, in to računam. Ne bomo brezplačno zdaj imitirali, ne. Ti tudi neki kuharci ne rečeš, da mi skozi kuhaj. Ne, pač so v osnovni šoli za otroke kuha zjutraj, potem pa popoldne ne rabi, če ni treba še doma. Ampak v družbi za vsega pa ne bo skuhala. Dober, ja. Dobro ste opredelili. Ja. Zdaj me pa zanima, kako pa je spoznati te ljudi, ki jih imitiraš. Verjetno si... To je pa najboljše. To je najboljše. To je pa najboljše, ker ti na njega drugač gledaš, ti v njemu ogromno veš. Ti velikrat že veš, kako bo on odgovoril. Imaš prednost domačega terena. Ja, seveda. In je čudovito, pa samo preizkušaš, a se ujema to s tistim, kar ti pač počneš, a se ne ujema. Zdaj pri enih se čisto ujema, pri Marjanu Šarcu zelo ujema. Ok, bil je Miro Cerar, ki se ni ujemalo. Ni tako, kot se kaže v javnosti. Ne, mislim, kot se v javnosti kaže, ja, ampak ja, odzadaj za kamero je bil pa drugačen, je bil pa odločen. Enkrat sva s Sašom Hribarjem nastopala, mislim, da za njegovo sestro ali eno sorodnico, in je bil tam in sva se potem pogovarjala. In je bil drugačen, in je bil odločen. Potem pa, kad se kamera vklopi, je pa tak, kot sem ga jaz imitiral, neodločen. Zaprosil za dodatna pojasnila, ne. Je pa tako. Je pa priješ do tega, kako ga, veš, ne moč ga. Isto je pri Urošu Slaku. Jaz Uroša Slaka pač dobro poznam, kako deluje za kamero. Ljudje pa ne. To se pravi, jaz ga pač moram imitirati tako, kot ga ljudje poznajo. Ne? Lahko kakšno dodam zraven. V radiju ga si kdaj pač prvoščem, da grem malo ven iz tistega, boste odstopili, da grem v tist. Veš, kaj ti hočem povedati, ne v tistega Dolenčka, kaj je Uroš Slak. Ampak pretiravati pa ne smeš, ker ljudje ne poznajo tako in bojo rekli,
kaj vas zdaj počne? Zvoni Uroš Slak. No, zdaj ravno Uroš Slak, ne, vidva sta novinarska kolega. Ja. Kolikokrat komentira tvoje imitiranje? Velikokrat, zelo dobro je sprejel. Aha. Po prvi oddaji je prišel do mene in je rekel, ne smemo klekleti. Lahko, mini. Pa pizda ti materna, veš, koliko sem dobil SMS-ov zaradi tebe. Je bilo to? Aha. Potem pa velikokrat zdaj pride do mene pa reče, a si videl, kaj sem rekel, a si videl, kako sem tezo razvil, ne? Lahko uporabiš to. Že sam Ne, napeljuje. Že sam napeljuje, kaj lahko uporabim, tako da zelo dobro sodelujeva. In sem vesel, da mu je ta imitacija všeč, no? Ker ko pač imitiraš nekoga, ki ga poznaš od prej, je mal je tako, ne? Zdaj, kako bo on to gledal, da ne bo slučajno vzel, a zdaj me pa zajbava. Ker imitacija ni zajebancija, je poklon nekomu. Je to najvišje priznanje neki javni osebnosti, Seveda. da se ga imitira? Ja, absolutno. Takrat, ko ti nekoga imitiraš, pomeni, da nekaj pomeni. Sej, če ne, se ne splača ga imitirati. In to, da ga imitiraš, pomeni, da ima nek žmoht v sebi, ne? Ker ti, sploh mi na Radiu Ga moramo tudi karakter ujeti, in če je karakter prazen, če je kar nekaj, je brez veze. Lahko ti narediš enkrat, ne moreš pa narediti vsak petek. To se pravi, on mora živeti in on mora imeti svoje stališče vse. Zdaj, ko si ravno omenil, ne, Radio Ga je velik del tvojega življenja, že od 18. leta. 13 let sem že, ja. 13 let, verjetno te velikokrat vprašajo, kako je bilo sodelovati s takim genijem, kot je bil Sašo Hribar. Se sploh da to opisati, kaj vse je dalo teh 10-11 let pri Sašu Hribarju na Radio Ga? Ja, vse v bistvu. V bistvu vse. Ne vem, kaj bi jaz drugače počel, če ne bi takrat tistega dne prišel na Radio Ga. Ker sem se le upogumil po ne vem kolkem času, mislim, da sem 14 dni imel njegovo telefonsko številko, pa ga nisem upal poklicati, potem sem ga nek četrtek vsem poklical in v petek sem bil že v Radio Ga. In če takrat to ne bi naredil, ne vem, kaj bi počel. On me je pa lepo gradil. Kljub temu, da na začetku ni bilo z mene nič, da sem imel hude težave. Seveda, bil sem mlad, saj nisem niti poznal toliko stvari. Me je on potem pripravil na to, kako se lepo gradi, in sem prišel do tega, da danes lahko to nadaljujemo celo brez njega. Na nekoliko drugačen način. Ne? No, mislim, Takrat ste veliko improvizirali. takrat je bilo pač 95% improvizacije, čiste improvizacije. Pač Saš je ponavadi v četrtkih poklical, je rekel, pa bi lahko delali to, pa to, pa to. Potem v petek je bilo seveda že čist nekaj drugega, boš ti to, klic, zdaj bomo že. Pa smo šli v eter. Si kdaj ostal brez besed? Na začetku velikokrat, ker pač je zmanjkalo. Zmanjkalo je v bistvu znanja, zmanjkalo je tudi domišljije, ker pač, če ti govoriš o neki temi, ki jo poznaš, ti težje zmanjka, če pa govoriš o nečem, kar ne poznaš, je pa bilo kar težko. In mi je zmanjkalo. In tukaj je recimo bil on mojster, da je to znal potegniti naprej, mi postavil ta pravo vprašanje. On je imel neverjeten dar, kako se je on znal z liki pogovarjati. Mi zdaj nimamo nobenega, ki vodi, pač vodi lik, in potem se liki med sabo pogovarjajo. On se je pa pogovarjal kot Sašo Hribar z liki na enakovreden način. On je tukaj bil genijalen, to po mojem ni sposoben noben, da bi se z likom tako, da bi se s Serpentinškom tako pogovarjal in mu dal težo tem, kar pravi nek Serpentinšek, izmišljen, imaginaren lik. Tukaj je bil dober. Pa velikokrat sem ostal brez besed, z odprtimi usti, ko je on začel improvizirati. Ker tisto je bilo pa nekaj neverjetnega, kaj pa on padel noter. Saj, ko sem jaz z njim sodeloval, je on bolj kot ne povezoval nas. In je bil dirigent, mi smo bili pa orkester. Ampak ko je pa on prijel nek inštrument, violino in zaigral, je bilo pa to genialno. To pa samo gledaš, niti ne moreš se učiti. Samo občuduješ. Ker je brez veze, ker ne boš tako naredil, ne? Ti imaš neke svoje stvari, pa tam vat, triangel vat, ne? Tam si v redu, pa to naštudiraj dobro.
On je pa res, ki je začel, pa sem gledal, pa sem si se smejal, pa iz kje, kje si to zdaj pobral, kako to. Pa ne samo Sašo, ne si celotna ekipa, jaz sem res hvaležen, da sem pa del te ekipe, ki so okoli mene res genialci. Tilen Artač, Jure Mastnak, Jure Godler pride velikokrat, ko vidiš tudi domišljija modela, Renato Vindiš, tudi Alenka je izjemna, Alenka je res ženske like, po mojem daleč najbolj v Sloveniji imitira. Tako da biti del take ekipe je res privilegij, je pa seveda tudi odgovornost, da ko ti prideš do besede, da ne gre tudi dol, da držiš jih, fante. Kolikokrat se po petkovem Radiu Gaga sprašujete, kako bi Sašo zdaj to komentiral, kaj bi rekel na... Ga imate nekje zadaj v mislih, kako bi on to delal? Ne, po oddaji ne, to smo po mojem kar zavestno se odločili, da to ne bomo, ker ko smo šli v to novo zgodbo, smo pač rekli, da bomo naredili drugače, da bo čim manj primerjave s tistim prej, ker ne moreš enak delati, ne moreš, ni teorije. Zdaj, kdaj se malo pohecamo, če kdaj, mi včasih smo se dobivali 10 minut, preden smo šli v eter. In potem, ko smo mi začeli to novo zgodbo, imamo zdaj v četrtkah, se slišimo in 2 urci pišemo scenarije in dobivamo idejo in tukaj se kdaj zabavamo, Sašo Hribar se zgražal nad tem. In potem v petkih se pa dobimo ob 9 že. To se pravi 1 uro pred Radiom Gaga, da gremo malo čez, da še kakšno rečemo. In če kdaj kdo pride malo kasneje, ali pa zadnjič se nam je zgodilo, da smo vsi prišli 9:30, pa je rečemo, pismo, Sašo je pa imel prav, vse brez veze to toliko prej. Na to je pa zdaj ponosen. Kako močno vas je takrat kot ekipo pretresla ta novica o njegovi smrti? Ful, neverjetno. Jaz pa Tilen sva bila na nastopu v Žalcu. Povezvala sva en dobrodelen koncert, ki je trajal, mislim, da od 6, ob 5 smo imeli tonsko, od 6 pa zadnjo napoved smo naredila zvečer ob 11. To pomeni, nisi prišel gor pa samo delal. In vmes je mene Sašo Tovnečak, Nejc Krevs, novinar, poklical in mi povedal to informacijo. In kako sva tisti nastop zvozila, ne vem, ker jaz sem pač njemu Tilnu povedal to in potem sva šla vsak na svoj konc in sva se srečevala samo na odru, ko sva napovedi delala. Nisva se vmes pohvila, vsak, ki je bil v svojem svetu. In stežo te novice odvodila. Tako. In potem so itak že vmes ta vprašala, kako da nič ti ni jasno, glede na to, da smo zjutraj še delali Radio Gaga. Še zjutraj. Je bilo tako šok, to pa res bil šok. Tako eden večjih, se mi zdi v mojem življenju. In kako težka je bila potem ta odločitev, ali pa kako lahka, da nadaljujete to? Težka je bila, mislim, res težka, ker Sašo je bil, kako sem enkrat že rekel, oče. To je bil vse tega. Oče, Sin in Sveti Duh te oddaje. In potem zdaj nadaljevati, sicer on je vedno govoril, dejte in imejte, naslednja generacija, to, ko mene več ne bo. In pa bilo, gremo, ampak kako na drugačen način improvizirati več. Ne moramo toliko, to ne bo, ker Sašo je bil genijalen v improvizaciji, on je ta prav trenutek, kot sem prej rekel, dal nek stavek, ki je potegnil naprej. Imel je tudi to avtoriteto, ki je on tako naredil, je bilo konc. Si ti lahko še malo probaval, ampak načeloma je bilo pa konc. Zdaj, jaz ne morem tako narediti Artaču pa Mastnaku. Zdaj, tudi Artač zelo težko narediti tako le Mastnaku, ne? In dirigent vam manjka, ne? Smo rekli, gremo drugače, gremo narediti pač, da bi bilo liki so pač enakovredni in gremo narediti bistveno bolj, da imamo pripravljeno vse skupaj.
da vemo, kje smo. Saj zdaj znotraj tega scenarija vedno bolj improviziramo. Na začetku je bilo res, smo šli sam po scenariju čez, zdaj pa že mal. Vsak začetek je težek. Zdaj pa se že sproščamo in že tudi je dosti improvizacije in imamo ponavadi napisanih tam 7 do 8 strani, uporabimo pa 3. Tu že hmal bomo prišli, ko bo sem še na stran. Tako da ja, moč pa je pač, mislim, da vsi smo bili mnenja pač v nekaj mal drugačnega, ker ne moreš ponavljati. Tisto je bilo pač edinstveno. In je tudi prav, da se je pač Sašotom to zaključilo, ne? In je zdaj nova generacija in malo drugače. Obstaja kje na slovenski sceni tak genij, se je že rodil kot Sašo Hribar ali je vsak samo delček? Nisem ga še srečal. Ne? Takega. Ne. Mislim, so geniji, so izjemni, ampak na drugačen način. Ne? So geniji, seveda. Juri Zrnec je definitivno genij, tudi genij je Jure Godler, pa Tilen Artač, ampak seveda na drugačen način, z nekimi drugimi kvalitetami. Sašo je imel pa to domišljijo, res bujno. Povej mi, pripravljaš kakšen nov lik? Ja. Kaj se kaj pripravlja? Zdaj, Uroš Slak je res zelo popularen, kdo pa je zdaj mogoče v obdelavi? V obdelavi je minister Maljavec. Zadnjič sem ga začutil, ko smo se z ekipo vozili na teren in je bila radijska izjava njegova in sem 3-krat ponovil in sem ga že imel. To pomeni, ko ga poslušam, ga že zadanem. Zdaj moram samo še priti do tega, da bo samostojno stal v meni. Ne, tu se pa narobe sliši. Ja, mogoče kanček. No, kakorkoli. Da tudi, ko pač njegovo izjavo dam stran, da ga bom znal iz nule, ko ti meni rečeš, da bo pa Maljavec govoril, pa da začnem govoriti kot Maljavec. To. Treba bo narediti Vladimirja Prebeliča, ki se zdaj baje podaja na domač parket in lahko bo predsednik vlade. So to neke neuradne napovedi, ekskluzivne v Showcastu. Pri Cerarju sem zadev. Aha. Cerarja sem začel imitirati, je postal predsednik vlade. Ko sem Šarca začel imitirati, je postal predsednik vlade. Tako da, zdajle, če začnemo Prebeliča, sicer imam na sumu, pa zadnjič prav tudi Artač, da ga je nekaj probaval, tako da bo videla, kdo bo hitrejši. A malo tekmujete med sabo imitatorji, kdo bo prej usvojil določen lik? Mislim, a si potem tako prepustite džentelmensko, ti si boljši? Ja, seveda. Ampak v nekih likih seveda ga proba vsak. Ne vem, Robert Golob je postal pač predsednik vlade, normalno, da ga probaš. In zdaj pa tiska ga je pač prvi najbolj zadev, potem tiska ga imitira. Pač Tilen je Roberta Goloba zadev zelo dobro in pač tukaj je to. Jaz ga niti v svoji rubriki niti ne upam sploh, niti po njegovi izjavi tu neko imitacijo, ker se mi zdi, da je Tilen tako močen tam, da je pa pač to res tako njegov lik, da je brez veze. Ti z Janezom Janšo ga lahko vsi imitiramo, ker smo tudi vsi relativno dobri v imitaciji Janše. Pri Golobu pa je Tilen tako boljši, da pa to pa potem džentelmensko prepustiš, to pa tvoj lik, to pa se ne dotikamo. Tako da ja, Vladimir Prebelič, nekaj časa me že Avdić matra, ki bi imel enega tak lik, malo bolj nepolitičen, duhovit lik, ki bo dlje časa živel, ne kot politik, ki zadnje čase kar en mandat ali pa pol mandata, pa kaj sem da jaz študiral, ti pa 2 meseca si minister, pa brez veze. Tako da no, to so zdaj te, ki jih poskušam. Te kdaj kdo nagovarja, da ga imitiraj? Se je že zgodilo, da te kdo izval? Bral sem po zadnjem Bobu, leta sem v Večeru prebral naslov Saša Arsenovič, mene pa ne bo nekako obdeloval, ker me ne zna imitirati. Je rokovica bila vržena. Tako da sem rekel, hvala lepa, gospod Arsenovič, pridite naslednje let na Bob, pa bomo videli. Ker lansko leto je nekaj podobnega naredila Nataša Pirc Musar
je rekla, da so čudovita prireditev, samo je mal žal, ker nismo pa nobene šale imeli na njen račun in letos smo imeli uvod posvečen. Je prišla na vrsto. Je prišla, nje pa ni bilo v prvi vrsti, ampak smo speljali vse. Tako da. So kdaj nejevoljni politiki, ko se jih takole lotiš, so kakšni odzivi, ti pišejo grozilne SMS-e? Ne, nikoli. Razen Jani Prednik, ki te je dejal, da si mu malo naporen, ne? Ja, Jani Prednik je rekel, da sem mu naporen in to mi je zdaj že večkrat rekel. Je rekel, pri te sploh ne vem. Je rekel, ko pride pač novinar, veš, kaj boš odgovoril. Veš, ti pa s temi podvprašanji pa ne morem. Tako da Janiju sem naporen, ampak z Janijem zelo dobro sodelujeva. Mislim, meni je fajn z njim delati. Te kdo še posebej ne mara, da imaš res občutek, da te ne mara? Ko te zagleda, da kar zbeži stran. Ja, in čas je bilo malo tako pri predsednici Državnega zbora. Ampak si se ji upravičil, sem se ji potem upravičil in v bistvu upravičil iskreno. Zdaj ne bi šel s to peticijo, ki sem takrat šel do nje. Bi malo drugače zapeljal. Jo bi spodbudil, da poje še več. Ker to, kar ona počne, malo sem zdaj spremenil mnenje, meni je to všeč, kar ona počne. Čim več tega. Ker pač meni olajša delo. Tako da, čim več, gospa. Klakočar, čim več tega. Potem za prispevki kar sami, ne? Ja, Pisani. ja, a veš, pa pride odbor za pravosodje. Čudovito. Od kje je ta ljubezen do odbora za pravosodje? Jaz sem to enkrat gledal. Videl sem nek klip, da se na tem odboru pač dogajajo zanimive stvari. In potem začnem s to rubriko in slučajno jaz pogledam ta odbor za pravosodje in nisem mogel nehati gledati, ker to je pa fantastično. Tam imaš pa, to je pa res prav za serijo. Aha. Samozavestna predsednica, ki ne pip nobenega, potem pa dva opozicijska mlada poslanca Jurišnika, ki gremo, potem imaš Jožeta Tanka, starejši gospod, ki poslovnik odpre in bere in poskuša umiriti strasti in ostali, ki zraven se gledajo, kaj je meni tega treba, zakaj sem zdaj tukaj. A ja, pa še predsednica Državnega zbora, ki pa dodaja cukrčke. Jaz si tebe predstavljam, da si vzameš kokice in da tudi je cel žur, ko gledaš odbor za pravosodje, seje Državnega zbora. Čudovito mi je. A mora punca s tabo to gledati? Ne. Ne. Tako jo ne kaznujem. Takrat grem jaz v svojo pisarno, pa to pogledam in ni mi težko. Ne delam to samo za ljudi, da se potem oni nasmejejo, tukaj se tudi jaz in mi je dobro to. So pa pač kakšni odbori, ki jih tako pa gledaš, nič se ne dogaja. Ampak ta odbor za pravosodje, to bi jaz vsak teden imel. To bi mogel biti zakonom vsak teden odbor za pravosodje. Vidim, da ga res obožujem. Pomin ti daj, piši. Kako težko je preklapati? Piši, ne boš. No, ravno težko, to med temi liki. Je tako. Velikrat premišljuješ, da imaš občutek, da misliš z mislimi nekoga, ki ga imitiraš. Da mogoče sploh sam ne sprejmaš svojih odločitev v življenju, ampak je kot lik podzavestno. Ne, upam, da ne, no. Da kar sprejemam jaz odločitve. Zdaj se je bilo kar problem, če bi kdaj bil Cerar, pa ne bi se znal odločiti, ali pa če bi bil kdaj Šarc, pa bi bil divji. Ne, to mislim, da ne. Znaš to izklopiti? Znam to izklopiti, ja. Pa da sem jaz in gradi tudi na svojem liku. Sigurno je pa kdaj lažje pač ob kakšnem odgovoru, ko te nekdo kakšno vprašanje zastavi, no takrat grem kdaj malo, kakšen lik, pa tako, ne, kako si, je bilo že bolj, pa smo jamrali, znana ovčarca, pa kdaj prav pride. Če se ti ne da recimo pogovarjati z nekom, kako pa si, ja, je bilo že bolj, pa smo jamrali, pa je malo šokiran, pa je konc, ne, takrat si ti že par metrov naprej, ne rabiš več se z njim ukvarjati, ne, in izpadeš rahlo duhovito, pa ne rabiš se z njim ukvarjati. Pomaga mi kdaj lik, ampak drugače pa ne izklopam to. Pa odločitve sprejemam sam. A si predstavljaš, da bo, ne vem, čez 10-20 let kdo tebe imitiral? Si kdaj premišljal tega? Kaj pa ne, jaz bi bil ponosen na to. Mislim, če bi me dobro zadev, bi mi bil to največji hec.
Je že kdo kdaj poskusil te imitirati, kdaj med sabo s kolegi? Poskušal me je enkrat imitirati Jan Lukač, športni novinar na Pop TV-ju, sin Tomaža Lukača, komentatorja. Zelo dober imitator in enkrat je zadev celo en delček, kaj jaz pridem v pisarno in kako naredim, že čau, imam ta, ko prija in me je enkrat začel imitirati in to je zadev, to je bilo dobro. Tako, nastavki so, lika razvil še ni, ampak je pa edini, ki me je malo tako proval, pa sem videl, ok, tole je v redu. Daj mi povej, Aleksandar, je kaj cenzure od urednikov, ko imaš take nore ideje pri teh prispevkih, kdaj hodiš malo po robu, si kdaj občutil kakšno cenzuro, te kaj omejujejo? Ne, to sem pa res hvaležen. Mi smo bili že s prejšnjo odgovorno urednico zmenjeni, da imam proste roke, zdajšnjim odgovornim urednikom, da imam proste roke. Proste roke mi dajo tudi dnevni uredniki, seveda jim to po mojem tudi prav pride, k se s manj ukvarjati, men pa tudi. To je eno od tistih pogojev, ki jih imam jaz, da imam pa res proste roke, da lahko pa počnem kar mi tisti trenutek pade na pamet. Se veš, se velikrat samo cenzuriraš. Zdaj, da bi me še nekdo drug bi bilo ima tako. Pa zagotovo je kdaj bila kakšna nora ideja, ki ti jo niso pustili. Katera je bila najbolj nora neizvedena ideja? Ne vem, nekaj enkrat se spomnim, nekaj sem hotel z Jelkem Kacinom početi v času covida, pa ti ne znam zdaj spomnim. Rečkat meje v občine. Ja, pa se prav ne spomnim, kaj je bilo, pa mi je takratna urednica Kristina Hacin rekla, ne, to pa ne. Sem rekel, pa imam jokerja. Enega jokerja na mesec jaz moram imeti. Prav ne, zato ne. In tu po mojem edikrat sem pa tako rekel, ne, da to pa ne boš. To pa ne delati. Drugač pa ne. Se velikrat grem najprej narediti, pa vprašam. Aha, imam to taktiko, ja, da se najprej naredimo, pa se izide ponavadi. Pa se ponavadi izide, ja, pa sej prav, da se kdaj hodi po meji. In tudi kdaj je treba iti čez. Ker potem vsaj veš, kje je bila meja. Pa moraš biti kdaj provokativen, se če ne vse v kalupu. Zato imam jaz tudi konec koncev iskreno rad predsednico državnega zbora. Ker je pač, okej, zdaj, to pritiče tej funkciji, a ne pritiče, ampak ona je ona. Ne igra. Gre mal čez, ni kalup. Ker a si želimo kalupov, pa da je vse potem isto. Ne. Tudi jaz v svojih prispevkih, ful mi pravijo, ne, ja pa norca se delaš s politikov, pa to. Ne, v mojih prispevkih lahko politik izpade tako, kot je. Lahko izpade vrhunsko, je človek. Jaz mu pustim to. Jani Prednik verjetno pač v mojem prispevku izpade človeški. Tudi Aleš Hojs je pri meni čudovito izpadel, zato ker se je sprostil, ko sva šla enkrat plezati. In se je sprostil. Vsekaj, kdaj tudi sem znerviral. Jaz se spomnim ga, ko je mamo peljal čez mejo na Hrvaško, pa potem so prišli novinarji pred mano, so sprašvali, katere člene je kršil. Pa je vsem povedal, da ni tega, ker je imel pač pripravljeno. Mene pa sam zanimalo, je bila mama jezna, ker sta se mogla obrniti in ga je to valjda znerviralo. Ni pričakoval tega vprašanja. Ampak, če se pa pri meni sprostiš, pa pokažeš, kakšen v bistvu si, ne? In zdaj, če bo preferenčni glas, bo to še toliko bolj pomembno, ker je res pomembno, da pač ljudje vidijo, kdo so pač naši predstavniki, kakšni so. Tudi če so malo bolj hodijo po meji ali pa kdaj grejo čez. Pač tak si. Zdaj, kaj boš glumil, pa naučil sem se nekaj, pa tekst sem se naučil, pa zdaj bom predavo povedal. Pač tak si. Pa bodi tak. Če ti pa še dvigant malo kiklico, pa dvigant kiklico poslancu. Če ti pa še na bas-kitaru zaigrati, pa se igrej na bas-kitaru. Te še lahko politiki presenetijo po vsem tem, kar si videl v teh letih? Še vedno? Vsak teden presenečen. Zato nam rekel, ne morejo me več. To presenečajo. Ker jaz sem se bal tega mandata zdaj, ki je Robert Golob zmagal. Se rekel, tule pa zna biti slabo za nas. To pa zna da bo biti preveč slabo, vse v okvirih. To pa v okvirih, to pa...
pa še kakšne rezultati bojo. Zdaj pa super, je. Že pa, ki je ministersko ekipo pokazal, ki je bil noter Šarec, Matjaž Han, pa to so rekel, dobro je, niso oni strokovnjaki, pa to bo super. In zdaj le gremo pa v tisto smer, v katero moramo iti, tako da jaz lahko pridem na koncu leta, pa jim dam roko, pa rečem hvala lepa, da smo sodelovali letos. In iskreno to misliš? Iskreno to mislim, res hvala lepa za vse. Kako zelo pa se veseliš volitev vedno, ko pridejo? Je to tisto najlepše leto zate? Ja. Komaj čakam, naslednje leto so dvoje, županske pa parlamentarne. Veselim se, ker ne rabiš nobenega prepričevati, da pride pred kamero, ker je kdaj celo obratno, da oni prosijo. Za vse zajebancije so na voljo in je to, material je vedno. Ne rabiš se truditi, ne rabiš iskati. Takole ti je prinešeno, da samo vzameš pa. Kolikokrat te je pa mogoče politika razočarala v vseh teh letih? Vseeno si državljan, človek, ki živi v Sloveniji, te kdaj razočarajo? A veš, probam gledati profesionalno na to. Probam pač res Odbor za pravosodje gledati pač kot šov. Probam pač gledati Državni zbor kot šov in iskati tukaj pozitivne stvari, ker če bi se ukvarjal, ker začneš enkrat razmišljati, oni res v moje usode odločajo. Tis ni dober. Tis ni dober, tis sem poje slabe volje, hiteratam. Zdaj spel tudi pa tega še vedno ni. Tako da res probam profesionalno spremljati politiko. Pa jaz pravim, dajte politiki, če že dvigujte kikelce, počnite te stvari, pa kdaj kakšno reformo manj kot pa preveč, pa da je slaba. A ni res? Ker tis pa vpliva name pa nate. Če je reforma slaba, davčna, ni v redu za naju. Kakšen tweet ne vpliva toliko na naju. Se mu lahko nasmejiva, lahko naju malo razjezi, ampak se res pa ne vpliva na naju. Kako so ti všeč ti instagramobilni politiki? Dodaten del, ker zdaj moram še to gledati. A veš, včasih si pogledal 3. program televizije Slovenija, pa ti je bilo vse jasno, zdaj pa moraš vse, moraš pa zdaj še Instagram pregledati, pa TikTok pregledati, pa X pregledati, pa potem komentarje na X-u pogledati, je pa veliko. So se pa razgalili, to pa se kaže, da so se pa resno razgalili in tukaj vidiš, da enim to paše, enim pa ne paše to. Recimo Borutu Pahorju je to pasalo, ker njemu se je videl, da on to dela, ve zakaj dela, on je naštudiral te stvari. Pri aktualnem predsedniku vlade pa njemu pa malo se mi zasmil, ko to gledam. A veš, tako ne paše, pa se mi zdi, da celo uživa, ampak mu ne izpade tako. Pahor je vse naštudiral te stvari do te mere, da je bil profesionalen tudi tam. S Golobom se ni treba, Vse te pa to res ni treba. Kdo pa nujno rabi Instagram, pa ga še nima? Od politikov? Karel Erjavec mislim, da ga nima. Zadnjič mi je rekel, ko je bil pri meni, da ga dela, pa TikTok, da bo naredil tudi zdaj z novo stranko. Tako da jaz mislim, da on bi bil zabaven. Njemu manjka. Drugega ima pa vsi. Kakšen ga bi vzel? ne dodal. Bi cenzuriral. Ja. Ampak potem bi bil pa brez vsebine. Pa bi bil pa vse to. A vidiš, tukaj imam jaz, ne smem gledati tako, moram gledati profesionalno, pa delajte to, super se. Dajte mi vsebine. Ja, nič, Aleksandar, jaz mislim, da imaš ti še na milijone zgodb, tehle iz ozadja in mislim, da te bo mogla še kdaj povabiti, ampak midva sva vseeno prišla do konca najnega pogovora. Koliko je? Ura je veliko. Seja Državnega zbora. Ja, moraš kokice pa. Ja. No, ampak jaz za konec vsakemu gostu pripravim 3 časopisne naslove, ki so pa plod moje domišljije. Okay. In pokomentirava, če bomo to kdaj brali o mojem gostu. Zdaj prvi je takšen, da Aleksandar Pozvek ustanavlja svojo stranko. To
zagotovo so te že spraševali. Ne rad kurim ražnja, dokler zajec teka po gozdu. Tudi pričakovala sem. Veš, si ti že malo zlezla pod A vidiš? Torej bomo videli. Karte so... Ne, nikoli. nikoli. Ne bi. Ne. Z vsem znanjem, ki ga premoreš, verjetno bi lahko visoko ne. priplezal. Ne bi mogel. Ne bi bil dober politik. Ti je bolje Zelo potem, da tako, si nadzornik politikov. Tako ne bi bil dober. Torej tega ne bomo brali. To je naslov. Aleksandar povedal, jaz bi bil slab politik. Dober naslov. Potem naslednji naslov je takšen: volilno soočenje, kot ga ne pomnimo, voditelj pa Aleksandar Pozvek. Pripravljaš kaj za prihodnje leto? Zagotovo imaš že kakšne ideje? Idej prav zares še ne. Delal bi nekaj podobnega, kot smo delali pred 4 leti oziroma 3,5 za Radio Aktual, Veseljak in vse te radijske postaje. To je bilo od šanka do volitev. Tisti mi je bil zanimiv koncept. Šank seveda dovoljuje vse. Politik je pred volitvami, torej tudi mora ponuditi vse. In je to najboljša kombinacija. Zdaj, kakšno soočenje, ja, zakaj pa ne? Tu si predstavljam tudi to, seveda. Ne klasično soočenje, na svoj način, ampak je tako. Dobar, se veselimo naslednjega leta, ki bo tudi malo tvoje leto. Absolutno bo. In potem tretji naslov: Aleksandar Pozvek svojo satirično oddajo. Zdaj svojo rubriko že imaš, skodelico imaš, si predstavljaš eno tako... Ja, seveda si. Si jo želiš? Želim. Zdaj tako, jaz sem najprej imel 2 minuti, so bili prispevki in so me en snemalec vedno zajebaval, prav, tvoji prijatelji imajo vsi celo vdaje, ti imaš samo 2 minuti. No, zdaj sem prišel na 8 minut. Tako da, če bo šlo naprej, jaz si predstavljam, mislim, si želim, ampak z neko pač dobro ekipo, ker vidim, koliko je to dela. Že za 8 minut, koliko je to dela. Nisem si predstavljal, da je tako, ker videl sem, da je celo več dela, kot pa če delaš dnevno 2-minutne prispevke. Ker 2 minuti tako hit mineta, prav zares ne moreš zafrkati. Res tako hit mine. 8 minut se pa lahko že resno vleče. Resno se lahko že vleče. Pa se tudi ti sama veš, kad delaš pač daljše pogovore, da lahko hitro se začne vleči. 2 minute pač takole. Ne? Hitro mine in hitro se pozabi. Ne? In se hitro pozabi, ja. Veš, daljša varianta je pa tako. In zdaj, če ti pač želiš delati polurni šov ali pa 1-urni šov, ja pa rabiš pisce, kad ti napišeš, se to v tujini je nekaj običajnega, da imaš 40 piscev, prinesel potem v sredo glavnemu piscu svoje fore in sem, to je slabo, to je dobro, pa daš potem voditelju. Seveda v Sloveniji namo nikoli verjetno imeli šova 40 pisci, ampak če sta pa 2, 3, 4, je pa to super. Brez tega se pa ne bi šel. Bi bila pa to politična satira? Ja. Ta tip podaje. Ja, ta tip podaje, politična satira, res politična satira, da potem tudi, da nekaj tudi odkriješ, nekaj probaš spremeniti, da ni samo malo smo se pohecali, ampak da je pač tudi nek message. Verjameš, da lahko s politično satiro spreminjaš politično krajino? Ja, se mi zdi celo najbolj. In vse v tujini imaš ti v teh šovih satiričnih take researcherje, ki so boljši kot pa na newsu, ki res razkrijejo marsikaj. Mislim, da celo sem prav slišal, že v Srbiji Zoran Kesić ima enega researcherja, ki gleda samo Vučića. To se pravi, samo za njega zadolžen. Ki bo samo pod prste gledal skozi njemu. Kar je tam seveda čisto zadosti, da sem njemu gledaš, pa imaš šov narejen. Ampak ja, v Sloveniji še nismo tam. Tako da ja, bi imel en tak satirični šov, ki ni toliko pač potem razvedrilen, ampak je resno satiričen. No, se veselimo in bomo zagotovo spremljali, ko pride do tega. Hvala, da si vzel čas. Vse dobro ti želim. In hvala. Na čim več resnih, neresnih tematik. Hvala lepa. Peace, ljubav, Bog. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.